Dragi starši, lepo pozdravljeni. Najprej iskrene čestitke za vaše delo starševstva. Vem, da je vaša naloga zelo odgovorna. Velike stvari morate premikati, ko izobražujete, ko vzgajate vaše otroke. In danes vam bom jaz poskušal v teh 3/4 ure predstaviti, kako vzgajati otroke za varno preživljanje časa pred zasloni v tem najrosnejšem, tistem prvem obdobju, predšolskem obdobju vašega otroka. Nekako bomo poskušali vsebine v tem srečanju zaobiti oziroma predstaviti v smislu, da najprej pogledamo na sebe, kaj sem jaz kot starš in kaj meni predstavljajo zasloni. Nadalje bomo pogledali, kaj je z družinskimi pravili, kako ustvarjati družinska pravila v povezavi z zasloni. Nadalje, zelo veliko tem se odpira na področju, kaj in katere vsebine ponuditi našemu otroku, predvsem predšolskemu otroku, kako jih izbirati, kako pravzaprav predstaviti neke vsebine otroku. Bomo se pogovarjali tudi, katere so tista najbolj pereči primeri pasti, ki jih predstavljajo ekrani. Na kak način lahko ekran dobesedno posrka otroka v svoje okrilje oziroma ga pač vam odvzame, če lahko tako grdo rečem. In seveda za konec vam bom še predstavil par takih aktivnosti, ki vam jih priporočam, tako za delo z ekrani, predvsem pa za delo brez ekranov z vašimi otroki. Torej, za začetek čisto enostavno teza: otroci uporabljajo tehnologijo, to je dejstvo. Vse veste, ko so se začeli vaši otroci plaziti po dnevni sobi in iskati tiste najbolj prve predmete tehnologije, recimo vaš telefon, ko so se splazili na mizo, zagrabili telefon in ga uporabljali kot grizalo, takrat je vaš otrok postal uporabnik tehnologije. Seveda, zdaj, a je to v redu ali to ni v redu, kot grizalo je zagotovo telefon zelo priročen, ker običajno imate še tiste gumijaste ovitke, in paše pri rasti zob. Seveda, otrok, sam sem tudi oče 6-letnika in 1,5-letnice, vidim, kako tehnologija pravzaprav posrka pozornost mojih otrok in kako otroci posnemajo mene oziroma mojo ženo kot starša in oponašajo že v tistih najrosnejših obdobjih, kako poskuša dvigniti kakršenkoli predmet, ki ima obliko, tako pravokotno obliko telefona in halo, in že kliče in že uporablja to tehnologijo. Mimogrede, zadnjič sem opazil mojo hčerko, kako je vzela neko blazino tam na zofi in si jo dala pred sebe in vizualno, kot da tipka nekaj na njo, kot da ima pred sabo ekran in oponaša atija oziroma mamo, ko sta v službi. Seveda, zaradi tega bomo se najprej, kot rečeno, obrnili v sebe. Se pravi, kakšni uporabniki smo odrasli. Trenutno smo pač taki uporabniki, da nas veliko dela od doma. In v marsikaterem domu se pojavlja približno taka slika, ko poskušaš umiriti otroke: otroci, dajte malo tišje, prosim, jaz imam delo, imam službo, kar delamo od doma. Se pravi, v teh izrednih razmerah je še to delo z ekrani toliko bolj zapleteno, toliko bolj izpostavljamo celotno družino, vse naše otroke, kot tudi nas same, ekranom, zaradi tega, ker smo toliko več povezani z drugim svetom, ker ne hodimo v službo, da bi na tak način umaknili. Ampak v mislih nimam teh časov, izključno teh časov, kako mi kot uporabniki informacijske tehnologije vplivamo z nekim zgledom na naše otroke. Ampak imam predvsem v mislih takšne situacije. To je ena izmed akcij takih velikih plakatov, ki so jih po enih od evropskih mest prikazovali. Pridem iz službe, se usedem za mizo kot oče, dam neko hrano sebi, dam hrano še mojemu otroku in naslednja stvar, poleg hrane položim na mizo še telefon in nadaljujem službo, nadaljujem tiste aktivnosti in se popolnoma ne posvetim otroku, ga pač pustim tam v svojem nekem delu. Sej po nekaterih študijah zdaj otroci, če se dolgočasijo, ponavadi postanejo še bolj aktivni, ker si mora nekaj izmisliti, neko igrico. Ampak v tem primeru ni problem, da bi se otrok dolgočasil, ker se
oče ne ukvarja z njim, ampak je problem v tem, da jaz nadomestim to družinsko delo z pozornostjo, ki jo namenim telefonu, tistim aktivnostim, ki se dogajajo na telefonu. In mame niso nič kaj drugačne od očetov, tudi one se po službi pridejo domov, se zleknejo v naslanjač, spijajo kavico in pogledajo še, kakšni so neki novi čeveljci, bi si to nabavil, ono tretjo, punčka se pa tam nekje v ozadju sama igra oziroma pač dela in z enim očesom seveda ves čas vidi, spremlja in opazuje, kaj dela mama in nezavedno jo seveda bo kopirala. Ponovadi se ta situacija nadaljuje tudi zvečer. Mož, žena gresta v posteljo, kaj se zgodi? Ja, vsak svoj telefon, pa mogoče mož že zaspi, ker je imel naporen dan, žena pa še malo pogleda po telefonu in vse aktivnosti, ki bi mogoče sodile za tak večerni čas, za neko poglobljenje nekih odnosov, se posvetijo telefonom, oziroma so namenjeni telefonom. Mogoče za en tak čist namig, dajte mogoče pogledati film, dokumentarec Social Dilemma, toplo priporočam, boste videli, na kak način pravzaprav ti ponudniki storitev, ponudniki aplikacij, ki nam ponujajo vsa ta družabna omrežja, dobesedno kradejo naš čas in kako se borijo z nekimi najbolj sofisticiranimi metodami ukrasti vsako minuto našega življenja, vključno od tistega trenutka naprej, ko se zbudim, do tistega trenutka, ko zaspim in me za par uric mojega spanja izgubijo. No, nekatere aplikacije nas spremljajo še po noči, recimo razne budilke, ki imajo potem vklopljen mikrofon in tako dalje. Ampak to je tema drugačnega pogovora oziroma drugačnega srečanja. Seveda, ko postane dan in ko imamo pred sabo neko familijo, seveda, ker smo uporabniki raznih družabnih omrežij, pač uporabljamo, in slikamo vsak dan. In marsikateri starš reče, ja pa saj na Instagramu objavljam samo slike otroka, saj to pa ne more biti kaj narobe. Res, po eni strani, tako, če smo dobroverni uporabniki nekega Instagrama, ne more iti kaj narobe. Ampak si predstavljate, da nekdo ljubko fotografijo, poletno fotografijo, vaši otroci čofotajo tam v bazenčku na vašem vrtu, super je, mislim, idilična družinska fotografija. Ampak nek predator, tako imenovan pedofilski predator, lahko vzame to čudovito fotografijo, jo nekoliko preuredi za namene uporabljen neki pedofilski strani in nehote se vaš otrok kot tarča, kot objekt poželenja pojavi kakim drugim uporabnikom in je ta fotografija popolnoma izgubila tisti družinski čudovit namen. Zaradi tega, dajte biti pazljivi. Dajte biti pazljivi in to je ena izmed prvih stvari, ki jih tudi mi, sam sem veliko udeležen pri svetovanjih staršev v okviru Centra za varnejši internet, SafeSC, to je ena izmed prvih stvari, ki jih mi priporočamo. Dajte omejiti ali pa sploh izpustiti fotografiranje vaših otrok in njihovo objavo na raznih družabnih omrežjih. Vem, da je ljubko, vem, da se radi pohvalite, da bi radi pokazali še ostalemu svetu, kako super in sploh so vaši otroci, ampak dajte se zavedati s tem, ko vi objavite neko fotografijo vašega otroka na internetu, vi otroka razkrijete. Seveda, tako početje pa lahko gre v popolnoma druge skrajnosti. Z pojavom influencerstva, ko razne mamice in očetje objavljajo, kakšen je njihov vsak dan in na tak način pomagajo drugim. Seveda nehote izpostavljajo svoje otroke za take in drugačne namene. Vem, da smo socialna bitja in še posebej zdaj, ko smo vsi prikovani na domove, je to zelo priročna stvar, ampak vseeno dajte pomisliti, kako bo mojemu otroku, ko bo star mogoče recimo 14 let, ali pa mogoče tam, ko bo prešel v puberteto, ko se bodo ti posnetki še vedno nekje valjali v nekem YouTube ali na nekem družabnem omrežju in bodo to izbrskali drugi sošolci in rekli, lepo gled, kje si, tukaj te pa imamo takega, kot si z Dudo, kot si s tem, ko si na kahlici, ko delaš to, ko lulaš in tako dalje. Mislim,
ni fair do naših otrok, ne? Ni fair. Še huje pa se mi zdi v tistih primerih, ko za namene influencerstva in za namene nekih poslovnih modelov starši uporabljajo in dobesedno otroku naredijo nek profil in na brand name, se pravi na neki blagovni znamki otroka imajo po milijone nekih sledilcev in na tak način potem pač služijo denar. Glejte, po mojem mnenju, po moji oceni, pa s tem se veliko ukvarjam, vsak poslovni model, ki temelji na tem, da se obračajo osebni podatki, ni najbolj primeren poslovni model. Še posebej, ko so pa za temi osebnimi podatki vključeni otroci, oziroma govorimo o osebnih podatkih v podobah, slikah, vedenju naših otrok, tam je pa še posebej problematično. Tako da tukaj dajte res narediti en vprašaj in se res vprašati, kakšen uporabnik interneta, kakšen uporabnik informacijske tehnologije, telefona, tablice, televizije in vseh zaslonov, ki jih imamo doma, sem jaz kot starš in kakšen zgled dajem mojim otrokom. To je tak prvi del, ko moram res potrkati na vašo vest in vas opozoriti, da dajte biti pazljivi, kar se tega tiče. Seveda, na drugi strani pa, ko naši otroci postajajo uporabniki, od tistih najrosnejših let, ko potem tam 3, 4, 5-letnik, ko že zna uporabljati telefon, ko se nekateri starši pohvalijo, gledajte, naš otrok pa že zna aplikacijo namestiti, naš otrok že bere, naš otrok že zna to rešiti, zna povezati neke predmete, zna risati, zna tipkati, zna sam v YouTube ali pa YouTube Kids utipkati in poiskati neko vsebino. Sam dobesedno lahko ure in ure zre v nek video kanal oziroma v neke te video vsebine. Zdaj, kako pa privzgojiti neko tako pravo, zdravo ravnotežje med časom, ki ga naj otrok naj uporabi, seveda to je taka čudna beseda, ne? Za zaslon na eni strani, potem gibanje na drugi strani, potem recimo neki skupni obroki, ki jih moramo imeti, potem neke družinske aktivnosti in seveda potem na koncu še čas za počitek, ki je pri otrocih zelo pomemben. In ta čas za počitek po marsikaterih študijah se zelo zmanjšuje, tako pri odraslih, še posebej drastično pa otrocih, predvsem v tistih, če lahko rečem, tam osnovnošolskih oziroma tam druga, tretja triada osnovne šole. Tam pa številke drastično padajo in seveda kradejo jih pa vse te aplikacije in družabna omrežja, ki jim posvečamo ravno prav, oziroma toliko več pozornosti, kot tako mi, kot tudi naši otroci. Torej, kako zdaj privzgojiti neko pravo razmerje? Dejstvo je naslednje. Samo z ostrimi, strogimi družinskimi pravili boste lahko uspeli doseči neko ravnotežje. Drugače ne bo šlo. Dejstvo je naslednje. Vse te študije oziroma vsi dokumentarci, ki opozarjajo na to problematiko uporabe tako družabnih omrežij, tako gledanja nekih video vsebin, ne nazadnje gledanje nekih otroških programov, takih bim, bam, bum, bam in ne vem kaj še vse, kar obstaja ob kopici izbiri 100 in 200 programov, ki jih imate na voljo, je dejstvo naslednje. Vsi ti programi pač poskušajo, oziroma vse te aplikacije poskušajo ukrasti in vzeti čim več časa vašega otroka. In otrok sam ne bo sposoben reči, zdaj pa imam dovolj. Jaz sem skoraj prepričan, ker ti programi so narejeni tako in na tak način in te aplikacije in ekrani so narejeni na tak način, da otroka dobijo na finto in ga poskušajo pritegniti in imeti ves čas pri sebi. Se veste, če vklopite YouTube in če nimate izklopljene posebej tiste funkcije, avtomatsko predvajaj naslednjo stvar oziroma naslednjo risanko, naslednji video, se bo non-stop predvajalo in lahko otrok je tam dobesedno cel dan, 24 ur bi lahko ostal prikovan. Tako da se boste morali lotiti priprave pravil. Pravil uporabe ekranov. In seveda prvo pravilo pade že pod to, da je treba ta ekran pripeljati v hišo. Nakup telefona, nakup tablice za te majhne pikece, ki jih imamo doma, predšolske otroke, seveda to odpade. Ne? V uporabo jim namenimo nekatere od naših aparatov oziroma od naših
tehnologij in seveda ves čas moramo biti mi zraven ob uporabi. Moramo določiti neke jasne časovne omejitve zaslonov, ki so namenjeni zabavi. Zdaj, v tistih primerih, ko imate šolske otroke, se pravi otroke v šoli, v osnovni in srednji šoli, so le še toliko bolj problematično v teh časih, kako zdaj razmeti tisti čas, ko morajo biti na nekih Teamsih, Zoomih in ostalih e-učilnicah, pisati referate, seminarske oddajati, neko delo, se pravi, ki ga morajo dobesedno šolo opravljajo nadaljavo preko ekrana. In potem bo otrok hitro našel finto in rekel, zdaj pa že imam 2 ure ekrana in zdaj pa ne smem več kaj delati. Treba je ločiti tisti ekran, oziroma tisti čas, ki ga otrok porabi za ekran, za zabavo. Se pravi, izključno zato, da pač porabi čas za neke druge stvari. In dragi starši šolskih otrok, oziroma otrok, kateri pač ste šolo obvezni, oziroma so šolo obvezni, dajte biti malo pozorni, malo jih spremljati, ker kolikor se jaz pogovarjam z ostalimi starši, jaz vidim, da imajo otroci naštimanih kar nekaj teh zavihkov v operacijskem sistemu in zelo spretno preklapljajo med raznimi chat programi, se pravi nekimi sporočilnimi, oziroma načinom neke komunikacije, take za zabavo, potem nekih družabnih omrežij in potem dejansko tistega Worda oziroma neke seminarske naloge ali pa spletne učilnice, ko morajo nekaj narediti, nek izdelek izdelati, ker tisto je vedno težje. Veliko lažje biti zgolj konzument, se pravi gledati v tisti ekran in biti dobesedno pač samo tarča nekih oglasov, nekega brezdelja. Torej, jasne časovne razmejitve, koliko na dan in ko zaključiš neke tvoje aktivnosti, potem je dopustno, da greš še, recimo igrice igrati, greš na družabna omrežja in tako dalje. Seveda, ko otrok raste, je veliko težje uveljavljati ta pravila, če teh pravil ne boste dosegli oziroma začeli uveljavljati v tistih najrosnejših obdobjih. Seveda, obstajajo različna pravila za različne družinske člane. Starejši, ko je otrok, drugačne časovne omejitve veljajo zanj. Seveda, starejši otroci lahko pomagajo mlajšim otrokom pri zagotavljanju teh nekih varnih okvirov oziroma da jih opozarjajo na morebitne pretnje oziroma pasti, ki se lahko pojavijo na internetu, da jih opozarjajo na neke brezvezne reklame, na neke vsebine, ki pravzaprav majhnim otrokom niso namenjene in jih, če lahko tako rečem, nekoliko obvarujejo. Seveda je pa znano tudi, da starejši otroci tudi vseh lumparij ne šparajo in jih pokažejo svojim mlajšim bratom, sestricam. Starši morate potem hitro začeti razmišljati, ko otroci zrastejo, kako boste od nekega nadzora, nekih omejitev prišli k temu zaupanju, se pravi vzpostavitvi nekega zaupanja, da vi zaupate otroku in to se lahko že hitro začne. Se pravi, ko otrok pri 5-6 letih, naš ta mali recimo zelo dobro obvlada uro, točno ve, kdaj mine 5 minut, kdaj mine 10 minut in ta omejitev pol ure na dan, oziroma 25 minut na dan, kolikor je priporočena za ekrane v tem starostnem obdobju, on točno ve, kdaj pride tistih 5x po 5 minut in kdaj bo moral zaključiti. In ravno to zaupanje, lahko igraš igrico, lahko greš dati, ampak pazi, ko bo zaključeno, daj sam ugasni in sam odloži. Hitro lahko preidemo v to zaupanje, krepitev zaupanja. In seveda učimo pa tudi z lastnim zgledom. In v nadaljevanju bom res poskušal par takih pravil vam predstaviti, kako lahko mi z lastnim zgledom učimo tudi naše otroke. Ampak za začetek nekako te omejitve. Se pravi, ko se otrok rodi, tam prvo leto, dajte to čisto stran. Stran te ekrane. Po raznih forumih lahko beremo, naša, ne vem, punčka pa že zdaj gleda televizijo, takoj se ozira, ona pa toliko, da dojenček tam leži negibno in toliko, da malo gleda sem in tja. Ne, dajte no, lepo vas prosim, otrok, ne vem, do katerega meseca sploh ne vidi še v redu barv, niti še ne razloči tako dobro. Glas seveda ja, ampak slike pa veliko manj. Tako da
televizija je pač za njo fascinacija in ona se ozre tja. Tako da ne bo nič kaj bolj pametna vaša polletna punčka, ali pa fantek, ki zre v tisti del ekrana, ko se tam neki blošči, vaši, 50-inčni ali ne vem koliko inčni televizori se danes že pojavljajo v naših domovih oziroma telefoni in tako dalje. Torej, do 3. leta, tam, ko začne otrok se postavljati, ko začne gledati, recimo nekje 15 minut na dan, taka neka zdrava mera. Čisto na koncu bom povedal, oziroma bom razložil, zakaj so te omejitve, kje čisto znanstvenih nekih dognanjih, odkot se črpajo te omejitve. Od 3 do 6 let, nekje 25 minut, tako dajte presoditi, koliko se zna vaš predšolski otrok kontrolirati, koliko zna sam odložiti tablico, sam nehati gledati neke riseke, da ni to, še eno risanko, še eno tako, lahko še enkrat. Dajte to malo razmišljati. Potem od 6 do 9 let smo rekli nekje 30 minut, tako najbolj taka zdrava mera ekranov na dan, med 9 in 11, 45, nekje 3/4 ure, potem od 11 do 14 let nekje 1 uro za zabavo, seveda drugo je zdaj, ko morajo delati otroci od doma za šolo. In seveda od 14 let naprej pa govorimo o nekem razvoju samostojnosti, kjer otrok že dejansko točno ve, koliko in kaj in bi moral vedeti, kako naj uporablja in kako ne pade na vse finte, ki jih ta tehnologija mu ponuja oziroma kako ga lahko dobesedno okrog prenese. Zdaj, to so neke taka osnova za vzpostavitev vaših družinskih pravil. Naslednje tako pravilo, ki ga lahko hitro uvedete in je zelo enostavno, je pa ta, da naj vas zjutraj zbudi budilka, ne pa telefon. Kaj to pomeni, kaj to predstavlja? To predstavlja naslednjo zelo modro ukrep, vse telefone iz spalnic ven, iz otroških sob ven, iz nekih sob za počitek ven. Spravi, v tistih prostorih, kjer počivamo, kjer spimo, tam naj ne bo telefona in ga dajmo na neko določeno mesto, v dnevni sobi ali v kabinetu, nekje daleč od prostorov za počitek, od otroških sob in tam naj bodo potem tudi vsi polnilci in tam se tudi telefon čez noč napolni, porihta in mi gremo lepo mirno spat. Zjutraj naj nas pa zbudi budilka. Veste, ko se zjutraj zbudiš in ko ti zbudi tisti alarm, jaz sem prepričan, dragi starši, da vi na hitro pogledate še, ne vem, mogoče vaša sporočila, če je kaj novega po e-mailu, če ste kak nov všeček dobili na Instagramu, če je vaša objava iz prejšnjega večera, če je čez noč mogoče kdo pogledal in vam dal nov srček. Glejte, to je, ne moreš, da ne bi pogledal. Še Vibra, Instagrama, Messengerja, WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail, na karkoli pač ste priklopljeni znotraj vaših družabnih omrežij. Dajte raje uporabljati budilko. Naslednji tak zelo pomemben nasvet je pa ta. Dajte ugasniti obvestila na vašem telefonu. Se pravi, izklopiti tiste tako imenovane notifications. Vidite, te rdeče številkice. Ko se pojavi ta rdeča številkica, to pomeni, da je nek pop-up bil nekje. In takoj, ko je pop-up, se pravi neko obvestilo na vašem telefonu, to prekine vaš nek naraven način razmišljanja in seveda to družabno omrežje, Instagram, katerokoli pač je, ukrade spet novih 20 sekund, 30, minuto, 2 minuti, 5 minut, 20 minut, tako gre. Lahko znotraj vseh teh sodobnih telefonov lahko vidite, koliko časa posvetite kateri napravi. V Applovih produktih mislim, da je to screen time, na drugih produktih znotraj Androidov, dajte pogledati, koliko časa porabite za katero aplikacijo na dan in kolikokrat na dan ste vi vaš telefon dvignili. Torej, kolikokrat ste ga pogledali, da ste se ozrli in da vas je umaknil od nekega dela, aktivnosti in ste posvetili spet novih 20 sekund temu telefonu. Spravi,
Če boste izklopili notifications, boste preprosto toliko manjkrat segli po telefonu. Ampak morate to res zavestno narediti. To ni enostaven trening, to je težko narediti. Konkretno moj telefon ima vse ugasnjeno, razen žena. Ko pa žena pošlje, tisto pa ni pravila, tam pa mora zazvoniti, ker tam pa ni drugega. Za ženo imam vklopljen vse notifications, tudi po noči. Recimo moj telefon je tak, da zvečer ob 10 ne prejmem nobenega klica, nobenega sporočila, nič, razen ženinega. Ona pride preko vseh pravil. Ostali pa bodo počakali na 7 uro zjutraj, če je res kaj nujnega, se bom ob 7 zjutraj, bo začel zvoniti telefon. Ni tako nujne stvari. Razen, če ste gasilci, reševalci, policaj, civilna zaščita v takih primerih, ja, ko ste dežurni na klic. Drugače pa vaša življenja niso tako na klic na tisto sekundo. Raje odspite do 7 ure zjutraj. Naslednjo tako pravilo, ki ga toplo priporočam, telefon ne sodi k jedilni mizi. To velja tako za vas, pa dajte to natrenirati, ko sami jeste. Ko pojeste sami en obrok, ne dati telefona, ne dati tablice na mizo. A veste, kako težko je to? Nikoli pa ne tega delati z otroki. Vem, marsikdaj ne morete spraviti tiste žlice dol po grlu in da je problem. In včasih je to lahko eno izmed načinov, ampak ni to zveličaven način, da boste vi vašega otroka nahranili. Ko bo vaš otrok lačen, vedite, da bo jedel. Tudi brokoli bo šel po grlu. Vem, da vam bodo zrasli sivi lasje, vam bo težko, otrok se bo jokal, bo problem, ampak bo pojedel. Jaz sem skoraj prepričan. Drugo je, seveda, ko gre za neke zdravstvene težave in tako naprej. To je tak manjši moj disclaimer, po angleško rečeno. Ampak ne pa uporabljati telefonov, tablic, ker to potem govorimo o dvojni nagradi. Ena je nagrada preko očk, ko otrok gleda en super video, neke migetajoče se barve, in druga nagrada je pa ta sitost, ta poln trebušček. In potem otrok, to je zagotovo pot v konstantno dvojno nagrado. In otrok tudi videa naslednjič ne bo mogel pogledati, brez da ne bi nekaj v uste dal. In dajte to takoj umakniti. To, se pravi, čisto preprosto pravilo, ne dajati pametnih nekih telefonov oziroma ekranov na jedilno mizo. Tam tudi ni prostora za jedilno mizo. Naslednja taka stvar je pa že malo bolj tehnična. Namreč, se veste, da vi v vašo hišo spravljate en kup neke tehnologije. In a so te tehnologije zaupanja vredne? Vse te neke kamere, pametne igrače, pametne ure, telefoni, pametni, avtomobili, ogrevanje, voda, žaluzije, hladilniki, pralni stroji, vsa šara, ki jo imamo doma, se lahko že danes priklopi na internet. In z njo upravljamo mi preko telefona. Ampak a smo prepričani, da samo mi upravljamo to kamero, ko lahko gledamo, kaj dela naša palčica tam v svoji otroški sobi. Kar nekaj novic je že bilo na to temo in tukaj tudi prikazujem eno izmed novic RTV SLO.si, ko so vdrli v nadzorni sistem neke hiše, neke družinske hiše in preko zvočnika te kamere nagovarjali to punčko, naj razmeče svojo sobo, naj dela norčije, naj dela to, naj skače, ono tretjo, in v nekem trenutku so rekli, sleči se. Zdaj predstavljate to. To pa potem že gre malo čez neko tako lumparijo. In dajte razmišljati, ko uvajate tehnologijo v vaše domove, kako jo uvesti. Mogoče še en tak nasvet, ko kupujete nove naprave, ta nakup naj ne bo nikoli, da ga izvrši otrok sam, da je to potem njegov telefon. Ker v takem primeru veliko lažje vi rečete, lejte, to je družinski telefon, to je od očeta, od mame telefon in mi ti ga damo v uporabo pod pogojem, da se držiš teh in teh pravil. In to ne bo že od štarta naprej. To je družinska tehnologija, to ni tvoj telefon. Ti ga imaš samo v uporabi in ga lahko uporabljaš za te in te stvari. Ok, kako razmišljati o vsebinah, ki jih predšolskim otrokom ponudimo, oziroma ki jih nudijo zasloni, in kako prepoznati kakovostne vsebine. Zdaj,
kako jih zdaj izbrati vse te vsebine. Zelo, zelo problematično je to, če boste zaupali pač nekim takim kuratorjem oziroma nekim urednikom, ki slišijo, da imajo YouTube. V tistem primeru, ko boste zaupali, da bo YouTube izbral prave risanke za vašega otroka, ste izgubili boj. Vi morate biti urednik vsebin za vašega otroka. Vi morate izbrati igre. Vi morate izbrati videe, ki jih bo gledal. Vi morate izbrati programe, ki jih bo on gledal na televiziji. In tukaj je malo več dela za vas. Ne? Vse v tisti prvi fazi, jaz se živo spomnim, ko sem enkrat zavrtel mojemu sinu, pa je bil, mislim, 3-4 leta, smo pač nek avto smo pogledali in v nekem trenutku v tistem videu iz nič prišla neka pošast, zelena pošast in začela udrihati po tistem avtomobilu, neki strašni zvok. In jaz en teden smo se s Tamarim pogovarjala, kaj je tista zelena pošast, kaj je bilo tisto, ko je udarjalo po telefonu, po tistem avtomobilu, zakaj to? Ker nisem prej preveril. In tega je ogromno. Ne? Teh tako imenovanih videov, ki lahko presenetijo, je ogromno na YouTube. In to boste morali biti previdni in vi izbrati, kaj naj vaš otrok pogleda. Dajte raje manj, kot pa več. In seveda, ko boste enkrat z vašim predšolskim otrokom to pogledali, to ne bo tako, ok, tu imaš tablico, tu imaš telefon, gledaj. In potem greste vi nekaj drugega delati. Dajte skupaj to delati. Dajte telefon vzeti kot eno izmed orodje, kot neko pedagoško orodje, ko se otrok skupaj z vami nekaj igra, kot ene izmed kock, kot ene izmed punčk, avtomobilčkov, ko pač poskušate skupaj. Seveda otrok z rastjo oziroma z višjimi starostjo se mora tudi sam znati igrati. Ampak pri telefonu dajte biti pazljivi, kako se lahko on sam igra. A boste imeli vklopljeno, da se lahko YouTube videi sami naprej predvajajo. Dajte to čim prej tako funkcijo izklopiti. Onemogočiti. In potem otroku, ko se zaključi nek video, ne potem, on seveda avtomatsko, instinktivno bo potem on klik na naslednji tak video. In jaz, ko malo gledam te vsebine, gledajte, ti videi na YouTube, to so risanke, ena risanka, sicer je 5 minut, ampak to je cel kolaž risank, dolgih tam 50 ura, 2 uri, zato da pač ugodijo staršem, da lahko oni to gledajo. In dajte se potem, ko zaključi nek ogled neke risanke, nekega videa, nekega programa, neke aplikacije, ko nekaj dela, dajte se pogovoriti o tem. Veliko lažje je biti samo nek sprejemnik in potem nič narediti v zvezi s tem, kot pa da se potem pogovarjate. Dajte ga vprašati, kaj si pa videl? A si prepoznal hišo, a si videl avto, a si videl to, ono, tretje. Se pravi, to je zelo, zelo, zelo pomembno. Se pravi, da nadgradite gledanje neke risanke, nekega videa, potem še z nekim pogovorom. To je zelo, zelo, zelo pomembno. Dajte biti pazljivi na starostne omejitve. Veliko kateri starš ima problem, predvsem tam za šolo obvezne otroke, ko začnejo pri 8., 9. letu starosti, kar hitro, jaz bi imel, ne vem, Snapchat, jaz bi imel to, da bi se radi priključili. Preprost odgovor je 13. Za večino aplikacij družabnih omrežij je starostna omejitev 13. In če se tega ne držite, ste lažnivci. Grdo rečeno ali milo rečeno, kakorkoli si želite to vzeti, lažnivci ste. Skupaj z vašim otrokom in podpirate laž. Tako bom rekel. Jaz sicer še nisem v tistem starostnem obdobju z mojimi otroki, ampak vem, da 13, ni druge. Drugače je, ko otrok z vami skupaj pogleda nek video ali pa da pod vašim ne vem, okriljem oziroma pod vašim nadzorstvom uporablja tudi Gmail, recimo, oziroma neke šolske elektronske naslove, ki jih dobijo od šole. To je čisto druga uporaba, kot pa, ko vi otroka vključite v neko brezplačno uporabo nekih družabnih omrežij. Se veste, ta brezplačna uporaba ni brezplačna, ker dokler ti ne plačaš za nek tak produkt, tudi vi sami, si ti sam produkt. In ti za tvojim uporabo, s tvojim vedenjem, tvojimi preferencami, tvojimi željami, si potem tarča nekega oglaševanja. To je dejstvo. Zdaj, katere vsebine pa potem ponuditi otroku? Kaj recimo bi jaz priporočil? Kaj recimo mi doma delamo? Mi uporabljamo čisto preprosto te risanke. Na spletni strani Safety,
naš 6-letnik z veseljem si pogleda tako lažnega prijatelja, kot, ne vem, 1000 fotografij, katere so že... Glavnem, toplo priporočam, obiščite spletno stran Safety, kliknite na povezavo videi in dajte tam kar od prve do zadnje risanke lepo pogledati, večkrat. Vse veste, otroci radi ponovno pogledajo kako risanko. In na tak način boste vi otroku preko teh risank lahko tiste osnovne koncepte interneta oziroma nekega vedenja na internetu že v najrosnejših obdobjih privzgojili oziroma mu dali vedeti, pomembno je, s kom govoriš, na kak način, kako se obnašaš na internetu, da ne smeš se grdo obnašati. Itak se tudi v realnem življenju ne smemo grdo obnašati, pa na internetu pa tudi ne. Kako komuniciraš, kdo so lahko tisti drugi, ki pridejo nekako do tebe in tako dalje. Vse boste, res toplo priporočam, da si to pogledate. Naslednja taka vsebina, ki jo toplo priporočam, in tukaj pa že imate nekega urednika v ozadju, ki vam bo pomagal poiskati primerne vsebine. Je pa preprosto to storitev, ki jo vsi v Sloveniji, ki imate priključek za elektriko, pač plačate še potem priključnino oziroma naročnino na javni zavod RTV-SLO.si. Toplo priporočam, dajte klikniti njihovo Televizija Slovenija na zahtevo, potem zavihek, tam kliknete in izberete otroci, tam prvi zavihek. In tukaj imate ogromno zelo fajn vsebin, takih ljubkih risank. In te risanke so tako, da je vsaka risanka in je potem konec. Ni avtomatskega predvajanja, niso to urne in urne risanke, ko bi otrok potem ostal tam priklopljen. Se pravi, greste na spletno stran in zavrtite, oziroma na aplikacijo in zavrtite to vsebino in potem lahko vi točno imate nadzor nad temi vsebinami in točno se vidi, katere vsebine so recimo za malo mlajše, potem malo srednje in potem malo starejše. In res imajo razpon za otroke od tistih dobesedno najmlajših in točno vidite, recimo Živžav, se ga gotovo spomnite iz vaših rosnih let, najprej tiste najmlajši, potem malo starejše in potem na koncu še kak dokumentarec in tako res lepo. Toplo priporočam te vsebine, da si jih in spodbujam, da gledate te risanke, ker so res kvalitetno sinhronizirane, prevedene in res uporabne. Z nekim namenom se te vsebine tukaj pojavljajo in vse so z neko dobro noto, se pravi dobro namerno postavljene. Naslednja taka stvar, ko pa gremo širše izven, pa toplo priporočam to spletno stran, po kateri tukaj vidite se v ozadju vrti, Common Sense, mislim da .org, ker če v iskalniku pišete Common Sense, vam bo, mislim da enega izmed prvih rezultatov vrglo to. Torej, dajte pogledati te vsebine, ki jih oni priporočajo. Se pravi, katere filmi so primerni za starost vašega, se pravi, za to starostno obdobje, katere aplikacije, kateri programi, katere aktivnosti. In res toplo priporočam, da si ogledate to spletno stran in da nekako vidite, kaj je primerno za vašega otroka. In seveda potem kar hitro preidemo, ko otrok pač nekoliko zraste in postane pač malo večji, kako otroka nadzorovati. Kako mu reči, ok, to lahko, tega ne smeš, to lahko, tega ne smeš. In kako vzpostaviti ta nadzor. Mi, ko smo pri Safety v jesenskem, lanskem času, tako za tiste najbolj rosne, kot tudi nekoliko starejše otroke, se pravi za starše teh otrok, pripravili neke seminarje in smo predtem odprli debato, se pravi, dajte poslati vprašanja. Pazite, največ vprašanj za vsa starostna obdobja otrok, največ vprašanj staršev je bilo ravno tako, kako naj nadziram mojega otroka. In seveda, kako si starši to želijo, tako da namestijo aplikacijo. Da pač kliknem tam Google Play oziroma neka aplikacija, Apple Store, how to control my kid, kako nadzorovati mojega otroka. Jaz hočem to delati z neko aplikacijo, da bom imel tudi otroka na aplikacijo. Otrok ni na ta dotik, otrok ne gre. Ni možno, a ne. Na spletni strani Safety lahko pogledate kar nekaj teh vsebin
priporočil, kaj ja, kaj ne, ampak ti filtri, te aplikacije, ki to omogočajo, niso 100-odstotni. In vašega otroka ne boste mogli, ni recepta, da bi ga lahko kontrolirali na klik. Sicer lahko z nekaterimi aplikacijami lahko delno omejite, recimo ena taka, mislim, da je Google ponuja eno tako storitev za vašega otroka, seveda pod pogojem, da je vaš otrok potem na Android napravi. Zdaj pri Applovih napravah boste morali ročno iti nastaviti, kam se lahko otrok priklopi, katere vsebine mu omogočiti, kako naj dostopa do nekih vsebin. Recimo na YouTube, dajte se pomakniti čisto na konec in dajte vklopiti, naj se znotraj teh prikazov YouTube videov ne prikazujejo vsebine, ki so primerne samo za odrasle. V takem primeru seveda lahko deloma zaupate, da ne bo neka totalna traparija, neko nasilje, neka spolnost, kakorkoli, kar bi želeli, in so neki avtomatski filtri presodili, da to pač mogoče res ni za otroka in se to ne bo prikazovalo. Ampak potem se je pojavil drug problem, namreč šole in učitelji ponavadi, ko objavljajo neke vsebine za svoje učence, ne označijo tiste kljukice, da je ta vsebina izključno za otroke. In otrok ponavadi ne more potem takega videa pogledati z takega omejenega računa. In totalna kolobocija, ne? In potem mora iti to pogledati preko starševega YouTube računa, oziroma mora biti pač odklenjen ta možnost, ta YouTube za ogled tudi takih posnetkov. Se pravi, ti filtri dejansko ne delujejo. Starši kupujejo razne pametne ure, da vidijo, kje se nahaja otrok, kje je točno zdaj, da mu vklapljajo, izklapljajo aplikacije, zdaj lahko vidi, zdaj ne more videti in tako naprej. Glejte, otrok res da v tistem najrosnejšem obdobju lahko pripomorete k temu, da boste nekoliko omejili, da res ne bi neka taka traparija, neka nečednost prišla do vašega otroka, ampak ko otrok raste, vedite, da bo on pogruntal, kako ta filter ubiti, kako ga preskočiti. Če boste dali otroku tako oviro, bo skočil čez to, skočil čez tako, če bo pa čez glavo, bo pa si dobil lojtro in bo splezal čez tisto oviro, ki mu jo boste nastavili. In enako je pri tehnologiji. Otrok bo našel prehod. Ko sem se jaz začel malo zanimati za te vsebine in sem v iskalnik recimo vpisal imena določenih teh filtrov in teh programov, aplikacij, veste kaj, prvi rezultat, ki je bil, kako preiti, se pravi, kako na finto vršiti tak filter. In to je bilo največ rezultatov pri Googlu, se pravi, pri teh iskalnikih. Tako da vedite, da otrok bo tudi šel pogledati, kako povedati oziroma kako obiti te varnostne nastavitve, ki mi jih je moj ata naložil. Na vaših domačih računalnikih, ko delate karkoli za službo, kot prvo dajte imeti neke ločene račune na teh računalnikih in ko vi nehate z delom, ko zaključite z delom za službo, dajte pritisniti to tipko Windows pa črko L kot log. Zaradi tega, da otrok ne more preko vašega službenega ali kakršnegakoli nekega računa prehajati in uporabljati ta računalnik, ta pravzaprav domači računalnik, domači službeni računalnik, kot da ste vi, ker lahko vam kar marsikateri problem naredijo, ne? In lahko imate hude posledice. Ne nazadnje tudi v službi in ne nazadnje tudi odškodninsko, mogoče tudi celo kazensko, lahko pride do kakih problemov, ker niste dovolj zagotovili te varnosti. Ok, katere pasti pri računalnikih, televizorjih in vseh ekranih, telefonov, tablice so nekje najbolj pereče, oziroma kaj jaz vidim kot nekako največji problem, oziroma kaj me najbolj moti in kje mi dobesedno gredo kurja koža in sivi lasje, ko tile pikeci, taki mali, luškani, uporabljajo tako tablice, ko jim dajo od jutra do sutra, uporabljajo vse te tehnologije v taki in drugačni obliki, kot elektronske varuške. Dajte te elektronske varuške, to naj ne bodo varuške vaših otrok. Res toplo odsvetujem.
Ne tega uporabljati za elektronsko varuško. Jaz, ko berem literaturo z tega področja in kako pravzaprav zaslon vpliva na otroke, sicer nisem iz te stroke, ampak kako preberem neke izsledke, da vedno več kliničnih raziskav povezuje uporabo tehnologij z zasloni, z nekimi psihiatričnimi motnjami, te povezave, pa neki ADHD-ji, depresije, povečane agresije, celo neke psihoze, in da se ne samo tako v nekem vedenskem vidiku, ampak celo tako, ko grejo čisto pogledati tako v naše možgane z nekimi slikami, in sicer ne vem, kako to naredijo, tiste neki rentgeni ali kakorkoli, nisem strokovnjak z tega področja, ampak ko se vidijo slikanje možgan, ki dokončno kažejo, da prekomerno izpostavljanje na zaslonu, preko nekih teh omejitev, ki sem jih prej na začetku omenil, tam 15, pol ure, 3/4 ure, in poškodujejo razvijajoče možgane na enak način kot odvisnost od kokaina, da se v otrokovih možganih pojavijo čisto nevrološke poškodbe in da se vlečejo sporednice odvisnosti s kokainom, kot sem rekel, kurja koža, ko to berem. In zaradi tega moramo paziti. A veste, mogoče se nam zdi to, telesjak, to nekaj govori, pa to neki raziskovalci so. Ne, konkretne študije po medical research, se pravi neke medicinske raziskave. In tukaj pa imam jaz potem problem. In to so pa glavne tiste ročne zavore, ki sem jih dolžan kot starš jaz pritisniti. Tukaj pa imam jaz problem. O tem pišemo na spletni strani Safety. Res toplo priporočam, dajte pogledati kot starš, kot učitelj, kot nekdo, kot uporabnik interneta, dajte pogledati vse te dobronamerne nasvete, kako uporabljati internet. Če imate starejše otroke in že imate problem z uporabo, dajte se obrniti na ustrezne institucije. Logout je recimo eden izmed takih projektov, ko imajo dobesedno specializirane ambulante za zdravljenje digitalnih zasvojenosti. Štekar na štajerskem koncu, ko nudijo pomoč nadaljavo za celo Slovenijo, za nas odrasle z vidika varne rabe interneta, zelo dober projekt v okviru Arnesa, varni na internetu, da vas ne bodo okrog prenesli, da ne boste padli na neke finte. In tukaj znanje si dajte čim več nabirati, ne samo na enem, na več najrazličnejših koncih, da ne boste izpadli bebci, oziroma da boste videli, da lahko nastane problem pri vzgoju otrok in pri uporabi tehnologije pri vaši vzgoji otrok. Mogoče za konec še par takih dobronamernih nasvetov, s katerimi aktivnosti pa otroku privzgojiti tak zdrav odnos do zaslonov. Kako jim pač prikazati te vsebine, da bodo ok. Ena izmed glavnih stvari, da ste z otrokom. Dejstvo je naslednje. Zdaj v tem prvem razvijajočem starostnem obdobju otrok mora skakati, otrok mora laufati, otrok mora prijemati, on se mora gibati, on mora biti fizično aktiven, on mora plezati, on mora se valjati, on mora iti v peskovnik, on mora se dotikati stvari, ker na tak način, ko se on dotika, on dobiva dražljaje. On dobiva dražljaje ne samo preko oči, to je en izmed naših najbolj močnih organov za pridobivanje dražljajev, ampak on mora po celem telesu dobivati dražljaje. Dajte ga masirati. Jaz konkretno dan zjutraj, ko sem se zbudil in sem potem šel hčerko zbuditi, kaj nje najbolj paše? Da ji grem, biba leze, biba gre po celem njenem telesu, a ta še, biba leze, biba gre od peta pa do vrata, buci, buci, buc. Zakaj? Zaradi tega, ker to so dotiki in to otroci rabijo. Dotik. Otrok ne rabi aplikacije, ne rabi video vsebine, ne, ker tisto je pa samo tak in samo ok. Mi s tem, ko damo otroku YouTube in mu damo, da on gleda, ga dobesedno potiskamo v matrico, če ste gledali film Matrica, ker potem samo en organ dela, samo oči in možgani vzadnji in lahko pač se sprogramira otrok, kakor se pač preprogramira. In to so razne študije, kako razna ti videi, kako vplivajo na razvoj otroka. Otrok v tem
prvem obdobju, predšolskem obdobju, čim več gibati, čim več ga vključevati v te stiske, objeme, branje knjig. Dajte si vzeti čas zvečer 10-15 minut, ko ni veliko, vležite se zraven njega v posteljo, pa mu prebrati knjigico. Veste, kakva povezava je, to je neverjetno. Imam največ teh vsebin. Seveda imate pa tudi enega vsiljivca, oziroma ni vsiljivec, kako pa tehnologijo uporabiti. Tehnologijo pa uporabiti tako, da pač ste z njim, skupaj pogledate. Neka v dnevna opravila jih vključevati. Dajte kekse peči, zdaj za vami so neki novoletno obdobje, oziroma božično obdobje, ko ste zagotovo kekse pekli. Upam, da so vaši otroci s tistimi modelčki delali pa kepe, pa take. To so pomembne stvari. Dajte jih pomagati, seveda ob varnostnih vseh, tudi palačinke speči. Mi pač imamo tam zraven, ampak tudi ta mala se je opekla, ne? Ampak otrok se mora začutiti, da je vroče. Dajte ji probati, da je vroče. Ko ni še preveč vroče, seveda ne boste imeli opeklin, ampak dajte jih vključevati otroke v redna, pa dajte biti z njimi. In to so tiste glavne prvine nekega zdravega okolja, v katerem bo vaš otrok odraščal in ga boste potem pripravili in vam bo potem veliko lažje tudi v tistem začetnem prvi triadi šolskega obdobja, potem drugi in potem naprej, ko boste prišli v puberteto, kjer pa vse omejitve, vse tiste restrikcije, vsa družinska pravila, ki ste jih v tem prvem obdobju postavili, tam boste videli, bo pa vse padlo, bodo takoj se začelo tresti in vas bodo non-stop začeli sprašati, zakaj moram to, zakaj ne po sosedu pa lahko. In tukaj imate pa res, če osnovnih temeljev ne boste dobro postavili, potem naprej boste hitro izgubili vse bitke. In če gledam to, da sem pravnik, iz družinskega zakonika, starševska skrb je celostna obveznost, oziroma celota obveznosti in pravic staršev, da v skladu s svojimi zmožnostmi, da ustvarimo razmere, v katerih bo zagotovljen celovit otrokov razvoj. Pazite, celovit otrokov razvoj. Ne to, da mu daš aplikacijo, celovit. Ti moraš otroka za vse pripraviti. Ne samo, da bo znal tipkati, pa risati. Ne, to imate še čas, za tisto imate čas. To ne. Dajte raje, kot sem rekel, se objemati, brati, skakati, peskovnik, igrala, ven, na luft, sprehode, izleti. To je bolj pomembno. In zavedajte se, sicer primerov še ni, da bi pristojni organ omejil ali celo odvzel to starševsko skrb enemu ali dvema otrokom zaradi zlorab, ki bi jih, recimo zaradi tega, da bi otroka objavljali na nekih družabnih omrežjih, fotografirali otroka, nekakor običajno to mora iti za res grob poseg v neke pravice otroka, da bi prišel do tega, oziroma da pride do tega fizično in tako drugo maltretiranje. Ampak jaz sem prepričan, da ko bodo vse te študije, oziroma povezave izpostavljenosti otroka, ekranom in tako naprej, in potem povezava z nekimi resnimi poškodbami možgan zaradi te izpostavljenosti, ko bodo te res prišle v ospredje, potem tako bo po moji oceni tudi možno, da bi kakega otroka odvzeli. Ker ni pa skrivnost, da so določene države že omejile in zakonsko prepovedale izpostaviti otroke, tiste najmlajše, mislim, da je to Južna Koreja, se pravi otroku mislim, da je leto ali 2 leti star, da ga dobesedno starši ne smejo izpostavljati ekranom. Tako da tudi država se zaveda tega in omejuje ta dostop. Mogoče za konec še samo ena taka misel, res. Tukaj v ozadju vidite en čudovit relief, ki je bil ustvarjen na neki peščeni plaži. Mimogrede, vse te slike so vzete iz prosto dostopnih in se vsem avtorjem, ki so prispevali te fotografije na razne spletne strani in jih omogočili za brezplačno uporabo, se jim na tem mestu zahvaljujem. In tako tudi za to sliko, ko vidite nek relief na plaži in zdaj ta relief, te čudovite možgane, ki jih imamo na vrvici kot balone,
naslednja plima bo vse to odplaknila. In ne dopustiti, da tehnologija odplakne te možgane, vaše možgane, še posebej pa ne možgane vaših otrok. In dajte vzpostaviti res tako čudovito okolje, tudi s pomočjo tehnologije, za zdravo, za lepo, kvalitetno, celovito rast in razvoj vašega otroka, da vam bo fajn, da bo fajn tudi vašim otrokom. Jaz vam zahvaljujem in sem odprt za vsa vaša vprašanja, vaše komentarje. Če česa ne bomo uspeli odgovoriti, sem vedno na voljo na teh kontaktih. Hvala vam in lep pozdrav.